AS podcast, epizoda številka 43. Lep pozdrav vsem skupaj, tako tistim, ki ste z nami preko videa, kot tudi vsem tistim, ki ste z nami preko audija. Bliža se Evropsko rokometno prvenstvo za moške, ki ga bomo neposredno od blizu pospremili tudi na vodilni športni televiziji v Sloveniji, Areni Sport, in to je razlog, da smo se danes za omizjem zbrali rokometaši, bolje rečeno, moja malenkost Alen Hodžić, Luka Žvižej, Vid Kavtičnik in Branko Tamše pa sama, rokometna smetana. Dobrodošlica vsem trem, kako ste? Lep pozdrav, hvala. Ja, tudi lep pozdrav iz moje strani, mislim, da smo super. Ja, zimsko. Ja, pa malo se vidimo, pa bomo malo pokomentirali. Ja, po dolgem času. Ja. Vstopili smo v novo leto, vsem mimogrede zdravja, uspeha na rokometnem igrišču, ob njegovem robu in v komentatorski kabini. Luka, novo leto, kaj je novega v službi ali vse po starem? Zaenkrat vse po starem, vedno kak izziv, ki ga moramo sprejeti, pa to uredimo, tako da ni problema. Branči, trener vodilne ekipe slovenskega rokometnega državnega prvenstva. Pred sezono smo pričakovali nekako spopad dveh velikanov, Slovana in Celja Pivovarne Laško, pa je naš velenjski Branči pomešal štrene obema največjima. Trener Trebanjskega Trima zagotovo zadovoljen, Branči, kaj ne? Ja, prvi del je bil res oddelan, tako kot bi si vsak trener želel. Res je, da je ekipa Trebnjega prikazala, bom rekel, v dobršnem delu, ne skozi celotno prvenstvo, dober, zanimiv, hiter, atraktiven rokomet. To nas je nenazadnje pripeljalo tudi na prvo mesto, ampak bom rekel, sistem, ki je v slovenski ligi, dopušča marsikaj, tako da še ni nič narejenega. So pa neki lepi temelji oziroma smernice za nadaljnje prvenstvo. Vid, tebe smo v zadnjih dnevih, tednih na tvojem Instagram profilu videli tudi v Los Angelesu, onstran Atlantika. Kaj se dogaja? Ja, nič. Kontaktirali so me, da če bi igral za Los Angeles Handball Club, seveda sem sprejel, zanimiva izkušnja. Rokomet ni na takem nivoju, ker povem, kot pa je tukaj v Evropi, ampak je pa zanimivo. No. Srečujem se z različnimi igralci iz celega sveta, meni pa daje mogoče neko veselje, da lahko ponovno prijem žogo v roke, pa spoznavam, tako sem že rekel, nove ljudi. Se pravi, Američani imajo čisto pravo rokometno državno prvenstvo, verjetno pa služi kot priprava na olimpijske igre v Los Angelesu, kaj ne? Tako, mislim, da se je Luis Hovs, ki je tudi lastnik, odločil in tudi soigralca, odločil, da bo vzel stvari v svoje roke, da bo probal poizkusiti priti tudi na olimpijado, da bo olimpijec in seveda tukaj nekako investira tudi svoj denar. Zdaj, naslednji turnir je konec februarja, če zmagamo, smo ameriški prvaki, tako da bo zanimivo. Mislim, imamo dobro ekipo, imamo kar nekaj tujcev in mislim, da imamo lepo možnost. In če vzameš, ko boš letel še 3 avionske karte, ne bomo nič hudi na tebe, veš? Ne, ja, še 3 dodatne. Ja, enkrat pa trenere rabimo, ti lahko vodo nosiš. Vodonoša, živiš V tako močni ligi, da bo oni državni prvaki, poveš, kak je močna liga, ne, te nehi, no. Ti pa boš lahko maser, ne, zdaj ne vem, kaj boš masiral. Ne bomo komentiral, ne. Ja, Ja, to jaz pa lahko lahko, komentiram. rabimo pa komentatorje, to pa res, to pa nisem pomislil. Evo, rešeno. Ali lahko imamo pa potencialno v Los Angelesu prvaka v hokeju, Kopitarja, v košarki Dončića in pa v rokometu Kavtičnika. Vse kar dobro sliši. Ja, lej, 3 kralji, se veš. Ja, bravo. Na to se nismo niti spomnili, res. Če se potem v uvodu malce obrnemo tisti glavni temi, zaradi česar smo se zbrali rokometnemu evru. Slovenija bo nastopila močno z 10 na odpovedi, poškodbe kar dežujejo, lahko bi, mislim, da posneli 3-4 epizode, da bi obdelali vse poškodbe. Mogoče bo pravi naslov, Luka, za tole istočnico, kako frustrirajoče se je zbuditi ujutro, ko veš, da praktično vseh preteklih je nekdo odpadel zaradi poškodbe, bil si pomočnik Zorman, kako selektor to doživlja? Ja, nič kaj fajn, ne. Moramo vedeti, da pač imamo en nabor igralcev, na katere računamo in če začnejo ti izpadati zaradi določenih stvari, ali so to poškodbe ali kaj drugega, pač se zgodi en določen izziv, ki je treba takoj reagirati. Zdaj smo videli zadnja ta, bomo rekli, negativna novica, ki je prišla iz Francije, je, da ima Ferlin velike težave in da je njegov
v nastop, vprašljiv. Bo kar, no. Zanimivo spremljati vse to, ampak po drugi strani pa pač tiste, ko imaš, s tistimi moraš in tu nimaš kaj drugega. Pač enostavno iti naprej in v tistem danem trenutku poiskati najboljšo možno rešitev. Ja, kar 9, mislim, da sem jih sam naštel, ko sem prešteval, da jih ne bo zelo pomembnih, eden bolj od drugega, moral sem jih seveda zapisati. Blagotinšek, Cehte, Zarabec, Vlah, Mitja Janc, Malus, Grošelj, Kljun in tako, kot je Luka rekel, danes v torkovo jutro, ker je torek snemali dan, smo se zbudili še z eno slabo novico. Ferlin se vrača domov na detaljne preglede, zaenkrat ni novega vpoklica, videli bomo, ali bo pripravljen, ali bo selektor posegel po zamenjavi. Vid, kako pa je igralcem, tistim, ki ostajajo, ko vedo, da je reprezentanca recimo slabša? Mogoče na papirju slabše, jaz gledam bolj tako, da imajo zdaj pač mladi tudi malo več priložnosti. Mogoče na tisti, ko niso bili računani v prvi vrsti, bo zdaj dobili priliko, tukaj imajo odlično priložnost, da se izkažejo, da pokažejo selektorju, da so zmožni, da lahko v prihodnje računajo na njih. In tukaj se lahko zgodi, da se kdo pač dejansko izstreli. Vemo, da se to dogaja, da igralci v takšnih situacijah lahko pridejo do več minutaže in tudi več pokažejo. In bomo videli. Mislim, zdaj govoriti, kako dobri bojo, kako ne bojo, je težko. Z desetkani so, ampak mislim, da je tudi prilika za ostale, da pokažejo in nekako se dvignejo. Precej poškodovanih, nekaj je tudi takih branči, ki so si vzeli premor, ki so preobremenjeni, nekako iztrošeni. Takšnim, čeprav se spomnim sam večkrat Jureta Dolenca, verjetno noben ne zameri, glede na to, kaj vse so dali naši reprezentanci, si tudi oni zaslužijo verjetno kak prost januar. Se spomniš mogoče, branči, da smo bili kdaj toliko z desetkani, ko smo z desetkani zdaj? Naj si bo zaradi odpovedi ali pa poškodb? Ne, absolutno nikoli. Slovenija ni bila tako okrnjena, kot je na tem evropskem prvenstvu, zaradi večinoma poškodb, kar je res, bom rekel, en velik peh za slovensko reprezentanco, še posebej za strokovni štab. Absolutno ni lahko nekako iz dneva v dan ponovno sestavljati sestavljanko igralsko in ta mozaik je veliko lažje nekako obdelovati, če imaš skupaj teh 15-16 dni, ki jih imaš na voljo, da imaš isto zasedbo oziroma tiste ideje, ki si jih že nekako izprobal skozi kvalifikacije oziroma pripeljane turnirje. Tako da je, bom rekel, res izjemno veliko dodatnega dela iz dneva v dan na plečih strokovnega štaba in to nikakor ni lahko. Res vsakodnevno, nažalost, odpade kakšen igralec, ki je zelo pomemben. Slovenija kakorkoli ima določen nabor igralcev, ampak zopet pa nima tako kot Danska ali pa Francija takšnega nabora in enostavno, kot je že Vid prej dejal in pa Luka, ti fantje, predvsem mladi, ki so naknadno poklicani ali pa mogoče, bom rekel, iz druge roke, bodo sigurno imeli eno veliko priložnost, ne nazadnje, da se pokažejo na evropski svetovni mapi, na zemljevidu. Večina igralcev iz slovenske lige je preko reprezentance našla, bom rekel, svojo srečo v rokometu, v Evropi, v svetu. Verjamem, da bodo tudi ti igralci, ki bodo dobili oziroma ki imajo to priložnost, to pravičili, res poizkusili z nekim dodatnim elanom, nabojem, vetrom, mladostjo, nadoknaditi vse tiste izkušnje, znanje, ki ga igralci, ki jih ni, bi vsekakor pridodali. Je pa jasno, da je lahko tudi to dvorezen meč, se pravi, ni izkušenj iz velikih tekmovanj. Tu lahko več poveta o tem Luka in pa Vid, kako je, ko si prvič tam, recimo Vid je, ko je bil prvič v Sloveniji v reprezentanci, eksplodiral in nekako res postal najboljše krilo takratnega prvenstva in tudi naredil na račun tega in pa seveda svojega dela, znanja, eno veliko kariero. Ravno tako se je zgodilo tudi z Lukatom, ki vemo, kako je potekala njegova pot, da je takrat iz Evropskega Celja šel v Španijo iskat srečo v Granollers in potem prišel na velika vrata v Barcelono in naredil vrhunsko kariero. Tako da v vseh, bom rekel, teh minusih jaz vidim tudi nekaj plusov, absolutno pa tisto, kar bi najbolj želel, da ti posamezniki, ki bodo dobili priložnost,
da se vklopijo tako kot treba. Jaz mislim, da nekih dodatnih omejitev ti fantje nimajo in samo da ne bi pregoreli v preveliki želji, potem jaz verjamem, da bomo to, kar sem videl že na zadnji tekmi z Avstrijo, zelo hitri, kombinatorni, poletni in če bo obramba na dosti visokem nivoju, potem lahko nekako naredimo bučko ruš vsem ekipam oziroma državam na tem prvenstvu. Ja, danes zjutraj je bila tiskovna konferenca naše reprezentance, ki je v Parizu, tako da je bila preko spleta, letijo direktno iz Pariza v Oslo. Selektor se je predstavil na tej tiskovki ob Tikiju Kodrinu in pa Jancu, pa je dejal, res je grozno zjutraj se zbuditi, ko greš kar nekako, kot se ti šibijo kolena, ko hodiš do zdravniške službe, koga je čez noč kaj zagrabilo, kdo ima spet kako bojno rano ali bo ali ne bo, ampak ko to odkljukamo, je rekel, potem je dan nekako videti lepši. Če nekako ta seznam odsotnih potegnemo po črto, bi kdo, če bi lahko vrnil nazaj v reprezentanco, izbral koga drugega kot pa Blagotinška za obrambo, pa Aleksa Vlaha za napad? Težko je zdaj to reči, koga bi. Moramo prvo vedeti mi, v kakem stanju so ti igralci in pa kakva je njihova želja, da pomagajo. V primer Mačkovška, on je že pred samim pripravami povedal, da je pripravljen v primeru, da se res kaj zgodi, da vskoči in da pomaga. Zdaj, če ostali niso bili takega mišljenja oziroma niso to imeli v glavi, potem vprašanje, koliko je to smiselno. Zdaj, po eni strani, tako smo rekli, za strokovni štab so to veliki problemi, ker se ti pač poruši ta sistem, te ideje, ki si jih imel. Po drugi strani pa velika priložnost za te, ki so tam zraven prvič, da vidijo in Branč je že omenil, in Videka, in mene, in dosti drugih igralcev, teh mlajših, ki smo bili zraven, smo v bistvu po nesreči nekoga drugega dobili to srečo, da si vskočil in je bilo na tebi, da to izkoristiš. Vid je izkoristil zelo dober, je na tem prvenstvu v bistvu bil za Pungijem, Pungi se je poškodoval, je eksplodiral in bil najboljše krilo. Jaz sem prvo svoje svetovno prvenstvo odigral na čist drugi poziciji, ker je bila pač moja pozicija čist zafilana. Naslednje svetovno prvenstvo sem šel zraven kot takrat, mislim, da 16 ali ne vem, kjer igralec. V glavnem nisem bil v kadru in se je Jovičić poškodoval, dobil priložnost in do konca prvenstva odigral na tej svoji poziciji in tudi nekako, bom rekel, naredil nekaj v reprezentanci, da sem upozoril na sebe. Tako da tu je zdaj spet, bom rekel, mešano, odvisno s kire strani gledaš, ampak konec koncev moramo gledati pozitivno. Zdaj iti na rezultat še zmeri, mislim, da je rezultat v ospredju, ne da dobivajo igralci priložnost, moramo pač oziroma reprezentanca mora narediti to, kar se od njih pričakuje. Mislim, da je grupa, v kateri smo, da je to čisto realno, da prijemo ven iz grupe. Sigurno pa ne bo lahko. To je dejstvo. Čakajo nas Švica, čakajo nas Črna Gora, pa Ferski otoki. Ampak priložnost za tiste, tako je že tudi Branko rekel, za mlajše, da okusijo to in da ne bo tako, smo mi bili prvič na olimpijadi 2004, ko v bistvu niti ne veš, kaj se dogaja in je tista euforija prevelika in potem prije ena tekma, druga tekma, tretja tekma, konec euforije, konc tekme in greš domov in niti ne veš, kaj je bilo in da se ne zgodi, da greš nastopati, ampak da greš v bistvu tekmovati. In to je v bistvu priložnost za te mlajše fante. Ne samo, da se pokažejo, ampak dejansko, da tekmujejo z, bom rekel, na najvišjem nivoju. Evropsko prvenstvo je za mene vsaj po kvaliteti močnejše od svetovnega. Je pa res, da svetovno ima višjo tisto letvico, ampak vseeno priložnost, da se tekmujejo s svojimi sovrstniki in pa z najboljšimi, ki so. Omenil si Mačkovška, lep primer. Maček je pustil vrata odprta, če bo Slovenija potrebovala mojo pomoč, se pridružim. Verjetno si je želel priskočiti na pomoč v boju za polfinale, ne pa takole, ko smo močno poškodovani. Zdesetkani selektor je med drugim omenil danes zjutraj, da tudi Cehtej in Blagotinšek nista zaprla vrat, da so prazniki mimo, da sta bila z družino in da tudi ona dva sta v stanju, ko lahko priskočita. Zanima me, če cilj se ni spremenil. Iz prvega dela želimo v tisti drugi in potem tam iskati svojo priložnost za preboj v polfinale. So se mogoče vaša pričakovanja spremenile glede na to, da ta reprezentanca, prej sem se mogoče malce nerodno izrazil, je slabša, da je bo manj izkušena?
So se pričakovanja vaše mogoče za to Jaz bi še spremenila? sam tule, ko si rekel za te menjave igralcev, ne, zdaj, če sta ona dva pripravljena in Blagi in Cehte, da vskočite, je to super, ne. Mene bolj zanima, če ti še imaš slovenski pasoš, ali že si že rihtaš ameriškega za olimpijado, ne, ker vidi konc koncev tudi lahko, zdaj, ko si nazaj v formi, ti bi še lahko prišel. Mislim, na takem nivoju bi bilo zelo težko igrati, glede na to, da je tam tempo kar močen, pa tudi sam rokomet je na zelo višjem nivoju. Sam jaz se Lahko pa prijem na pomoč tako, Malo se za bojim. par minut. Za družbo. malo se bojim, ker je prva dama Amerike Slovenka Melania Trump in kogar sem slišal, tudi ona navija, da bi Videk na olimpijadi igral za Ameriko, tako da me malce skrbi. Mislim pa, da je že toliko časa preteklo, da imaš pravico nastopa za kakšno drugo reprezentanco. Mislim, imam pravico, jaz sem Slovenc in bom lepo ostal tam, kjer sem bil Moraš pa vedno. nekaj vedeti, da na zadnje, ko smo bili tukaj ali sedeli z Juretom Dolencem, sem mu rekel, da ga pričakujem na prvenstvo in nedolgo zatem je Jure Pa tule je sedel, ne, tako da upam, da mene ne bo kdo klical. Jure bil na prvenstvu, tako da ne bomo presenečeni, če vidimo Vida Kavtičnika. Ja. Če ne, pa jaz mislim, da ne bi bilo slabo mogoče, da bi ti to svojo formo vzdrževal rečemo v Sloveniji in da bi šel samo v Ameriko živeti, oziroma, pardon, igrati, da bi mogoče v Sevnici tam, glede na to, da je Melania tam, pa se tam naredi kak Tudi rokometno projekt. mesto. tako da. Velik klub, ja, to pa možno, ja, to pa lahko. A veš, ne vem, Trenerje imamo, se tam naredi. bomo se zmenili, ne pa bomo skupaj stopili, Ne, bomo več. zrihtali. Branči mi je prej vzel z jezika, ko se je Vid smejal, ko smo se pogovarjali, da če imaš slovensko državljanstvo, pa sem glih to želel reči, da Vid nazadnje, ko smo mi trije tu sedeli z Juretom Dolencem, se je v tistem drugem delu, v prvem delu še mislim, da. Mislim, da že kar v prvem Jaz sem delu. rekel, da bo Ne vem, ampak se je Ti si pojavil. rekel, da bi prišel na Na igrišču, igrišču. ampak je že hiter bil, ne. Tako da Vid, Luka prepravita superge, hlačke, dres, krilna položaja sta dobro pokrita, tako da naj naši krilci ne skrbijo. Mislim, da imamo mi na moji poziciji dosta fantov, da ne bojo rabili tu, ne. Ampak je pa fajn verjetno. Ampak ja, no. Ne, če bo treba, možno stisniti zobe za tiste 15 minut, Saj, ne. Da enega demuliram, pa Glih, nam je veliko lažje zdaj tukaj, bom rekel, v tehle udobnih nastojančih komentirati vse, kar se dogaja. Niti slučajno ni lahko, bom rekel, Urošu Zormanu in pa njegovim sodelavcem. Po drugi strani pa bi rad poudaril rokomet, ki je za mene, pa verjetno za vse nas tukaj, razen tebe, morda Alen, najlepši šport na svetu. Ima veliko brezpredmetnih stvari, ki ne sodijo v to in ena od teh je velika neumnost, vsaj kar se mene tiče, da mora selektor, mislim, da 2 meseca pred prvenstvom označiti 35 imen, kateri lahko nastopajo na prvenstvu in če se mene vpraša, se mora to absolutno čim hitreje ukiniti in vsak igralec, ki ima slovensko državljanstvo in pravico nastopa za slovensko reprezentanco, lahko kadarkoli zaigra za Slovenijo. Enako velja seveda tudi za vse ostale reprezentance in mislim, da je to edino in pravilno, da ti ne omejuješ, bom rekel, 2 meseca prej vse strokovne štabe, da morajo določiti 35 igralcev, kajti za mene je to ena velika neumnost in verjamem, da se vsi skupaj s tem strinjate. Tako da že nekako v štartu omejiš, bom rekel, ali pa da tudi ne daš možnosti marsikateremu igralcu, ki je mogoče na centimeter od reprezentance, da ne more biti na tem spisku in avtomatsko potem tudi ne more igrati. Lahko smo tudi zasledili, da je, mislim, da Rokometna zveza poslala vprašanje na EHF, Evropsko rokometno zvezo, če lahko naknadno zaradi vseh teh poškodb prijavi kateregakoli igralca od teh, ki niso bili na tem spisku in normalno, da Rokometna zveza, ki še mislim, da nikoli ni šla nekako v štric z klubi oziroma reprezentancami, je odločno rekla ne in to je, bom rekel, za mene ena velika žalost in jaz res upam, da bodo predvsem krovne organizacije, tako mislim Slovenska rokometna zveza in tudi vse ostale, nekako stopile skupaj in dale pobudo oziroma idejo za to, da se te stvari, ki so res neumnost, ne bi dogajale več. Je pa ta seznam, Luka, prosti, je pa ta seznam 35 verjetno zelo dobrodošel zdaj tem fantom, tistim manj izkušenim, ker vedo nekako, da nek backup pa vendarle obstaja, ne? Da oni pa niso zdaj edini, da cel svet oziroma vsa odgovornost pada na njihova pleča, da tu so fantje, ki so pripravljeni. Na vse zadnje smo govorili o Cehtetu Blagotinšku, ki sta v domovini in lahko priskočite na pomoč, ne?
Malce jim pa je vendarle lažje ali pa manj težko zdaj v tej nastali situaciji. Ja, ne vem, če glih razmišljajo tako, saj mi nismo razmišljali tako, ne, da mi v bistvu smo čakali tisto priložnost res, da in ko se je nekdo poškodoval, so se te vrata odprla in si zgrabil to priložnost in si rekel, to je edina šansa in si šel all in, tako da nismo se mi tu, ali bo mogoče kjer ga drugega, ne, konec koncev, če tako pogledaš, da si skozi cel del zraven, si tu nekje in da pride nekdo, ki sploh ni bil zraven, pač zaradi teh razlogov, pred teboj, mislim, ne, je že to malo nekaj, ampak to, ko je pa rekel Branko, ne, se pa jaz tudi strenjam z tem spiskom, še ko smo skupaj bili v reprezentanci, je Vid bil zadolžen za to, da na koncu stisne enter in pošlje tisto listo naprej. Mi smo do zadnje minute bili na telefonih, menjavali, rotirali, ko so še vsi v redu. Ker se je vedno zgodilo, da je, ne vem, tako zjutraj odpreš telefon, vidiš sporočilo, ne vem, od Zuta, Vid, ko je videl moje sporočilo, verjamem, da mu je kar topel ratal, ne, nujno rabimo menjavo, ne vem, ura je bila do 10 zjutraj ali do 12, ne vem, je bilo treba poslati, ne, ker enkrat, ko si poslal, se je aplikacija zaprla in ni bilo več menjav, ne, in ni bilo posluha. In tu je v bistvu strokovni štab, se pravi, to je 2 meseca pred samim prvenstvom, že v stresu, koga kaj ne. In tu zbiraš in koga ne, dobivaš še druge informacije, le tega bi bilo fajn, ta je dober, ta ni, vse to spremljaš. Narediš spisek, tudi to se je že zgodilo, naredimo spisek, vse, tap, 2 se poškodujeta. In ne moreš zamenjati, ostaneš še samo na 33, se pravi, igralcih. In tu je bil problem in tu je nam sploh na začetku tiste prve akcije, ko smo bili lahko Vid pove, to sploh ni v bistvu fajn. Bliže, ko si pa prvenstvu, ko se pa te stvari začnejo delati, pa v bistvu tisti fokus, ki ga moraš imeti ti na samega nasprotnika, na ideje, na vse to, da začneš, se moraš še dodatno obremenjevati z določenimi stvarmi, ki rečemo ne grejo tu zraven. Tu pa pol pride ta support pa vse to in vse možne veze, ampak včasih tudi je odgovor ali pa v veliki večini odgovor negativno, lahko ti pa Videk pove, kak je to stresno, ko utipkaš, ne daj Bože, da si se pa slučajno zatipkal ali pa kjer ga druga igralca po pomoti dal noter, ne. Mislim, zelo je naporno, no, tudi sama logistika, ne samo menjava igralca, ker potem je treba še, tu je ogromno informacij, ki je treba dodati, ne, potne liste, isto, vse, ne. In če se vmes potni list spremeni, je potrebno potem nov potni list, itd. V glavnem ogromno dela je, ne. Mogoče z enimi danci, ko imajo 35 res kvalitetnih igralcev, jim je dosti lažje, ker točno vejo, da pač bo vsi igralci na nekem nivoju, ne. Pri nas je to zelo težko, ne. V 2 mesecih lahko pade iz forme, pa se drug dvigne, ne, pa je bolj primeren tistega, kot niti poštudiral prej nisi, ne. Tako da mi smo tlele zelo omejeni in tukaj Branko in Luka sta lepo povedala, da enostavno je to pravilo pač vsej iz mojega vidika brezvezno, nesmiselno, ne. Dobro se spomnim, koliko sem bil žučen, ko sem prvih parkrat tisti enter stisnil, ko sem mislil, samo upam, da nisem kaj zasral, da ne bom vzel Lukata pa Uroša od zadaj za mojim vratom, ker to si nisem želel. Pa ne zato, da bi bila karkoli nesramna ali pa ne, ampak pač vsi smo pod pritiskom, ne, vsi smo vzeli delo, ki je bilo vse malo mogoče zgledati lahko, ampak zelo težko delo, ne. Nismo poznali, kako to deluje in smo se vrgli v nekaj, kar je bilo za nas pač nepoznano, ne. Čisto novo. Znamo igrati rokomet, razumemo, kaj je taktika, razumemo, kakšno dogajanje je, ampak nismo poznali pa celotne logistike, kaj vse to potegne za sabo, ne. In tukaj bi bilo predvsem smiselno, da bi pač ljudje, kot smo mi bili, oziroma stručni štab, kot smo mi bili, izgubljali čas za nekatere druge stvari, predvsem s tem, kako dvigniti kvaliteto rokometa na višjo raven, ne pa z nekaterimi logističnimi stvarmi, ki so dejansko brezvezeno. Ja, ker mi se s tem sploh nismo, prej, ko smo igrali, ne, nam je bilo to vse samoumevno, ne. Mi gremo, odigramo, gremo domov, spakiramo in je to, ne. Tu je pa bilo še preden je dobo seznam, stisnil enter, kdo bo, kdo ne bo, ne. Sva recimo midva z Utom bila non-stop komunikaciji, imela narisano igrišče gor, imena, to postavljala vse, zjutraj odprem telefon, mail, starac, kaj pa tale, kaj pa on, ok, delamo rošade, zdaj, če tega damo unga ven, je treba to, ne, in ko smo, rečemo, ta izdelek dobili,
jaz naredim nov igrišče, nov spisek, pošljem v potrditev, mi Zud potrdi, ok, Videk, tole imaš, ne. In pa že z Videkom vse, da ja ne bomo slučajno koga recimo pozabili, zamenjali, hitro se zgodi, ne, ker tam, ko se ti odpre cela, enega klikneš na robe, se cel sistem, ne. Vem, da smo enkrat celo, nismo bili ziher za enega igralca, ne, da ga imamo na spisku. Videk, tale je seznam, ok, a je ziher? Ja, daj mi še 1 uro, da preverim še enkrat. In pol je v bistvu prišel, bomo naredili tole menjavo. V bistvu smo mi dva bolj komunicirali, Uroš je z Lukatom. Njega smo hoteli tu izolirati, da se čim manj s bavi, tem ukvarjal. Ona dva sta vse to postavljala, mi smo potem operativne logistične stvari pač urejala. In do Uroša je prišlo potem dejansko samo tisto, kar je bilo narejeno, da se on s tem potem čim manj obremenil in da se lahko fokusira na druge stvari. No in Zorman bo s svojimi sodelavci pritiskal enter tudi mislim, da danes večer, se pravi v torek, tako da bo v sredo dopoldne, ko bodo fanti odleteli iz Pariza direktno v Oslo, že znano, kdo je ostal doma. Zdaj 21 jih je s Ferlinom ured, čakamo, kaj bo s Ferlotom. Če ne bo mogel, verjetno vskoči drug vratar, ker dvomim, da bi šli z 2 tja. In zdaj, če razmišljamo, da Ferlo je nekje v cloudu, v nekem oblačku, bo ta 2 ostala doma. Jaz sem malo pogledal te igralne položaje, načeloma smo nekje pokriti, oziroma na vseh, z 2, 3, 4 imamo pa na krožnem napadalcu, pa 4 na levem zunanjem. To pomeni, da ostane doma en pivot, en levi bek, ali koga vi vidite kot tistega, ki bo moral ostati doma? Mislim, glede na to, da sem bil zraven, pa da vem, kako te stvari tam potekajo, se pravi, ta del spiska 35 en del, drugi del je pa pol tik preden se gre, ne. In to se že, to se pol i karte, i hoteli, i sobe, to je zopet nov projekt, zelo zanimiv, o tem bi lahko knjigo napisali, ne, ali pa kaj posneli, tudi kakšne smešnice, kako to vse poteka. Ampak ja, omenil si 4 beke, 4 pivote. Z razloga, da bodo pokrivali centralni blok, se pravi pozicijo 3-4 v obrambi, ker tukaj imamo zdaj v bistvu največji manko, bi rekel. V napadu jaz mislim, da ne bomo imeli težav, da so vsi ti, ki so prišli dosti inovativni in dosti hitro se lahko vklopijo ta sistem. Videli smo tudi na zadnji tekmi, da ta kombinatorika tu štima. Za krila mislim, da je še najmanj, da se imamo kaj za sekirati. Kar se pa tiče vratarjev, pa je moje mnenje to, da ne bo dodatnega vratarja na prvenstvo, da se gre z 2, ker v tistih 35, ki jih je, vratarji so tako že zdaj, bom rekel, v nekem trenažnem procesu. Če bi se komorkoli kaj zgodil, lahko en direktno prije na prvenstvo. Se pravi, tam ni več entra, samo prijava, odjava drugega igralca, tako da treba bo počakati do Ferlina, da vidimo, v kakem stanju je, ali bo zmožen, ali ne bo zmožen, ali bo kasneje. Tako da jaz mislim, da tu se ne bi smeli, če pa se bo, pa se pač bo zgodilo, ampak ponovadi nismo takoj menjavali, smo pa opozorili te igralce, da so v pripravljenosti, če bo potrebno, da uletijo in pomagajo ekipi. Ja, in če smo malo couch selektori, čeprav zdaj si verjetno ne želi nihče biti v koži Uroša Zormana. Če malce pogledamo spisek, ta, ki bo oddan in tisti 35, malce sem pogledal te naše reprezentante, koga, ki ga ni, našel sem 2. To sta Tim Rozman in pa Gregor Cvirk, oba, ki igrata v mađarski, močni mađarski ligi, oba najboljša strelca svojih ekip, mislim, da med najboljšimi 10 v ligi, dovolj zgovorni podatek, da sta zabila več golov tudi kot Nedim Remili, recimo zvezdnik Vesprema. Je mogoče kdo od vas pričakoval, koga od njih? Dobro, od Cvirk je levi bek, na desnem smo kar precej tanki, potem, ko ni vseh tistih odpovedi, tisti, ki so odpovedali in poškodovani. Je kdo mogoče pričakoval od vas, koga od tega dvojca? Jaz moram reči, da absolutno vsak trener oziroma selektor ima svoj sistem, ki mu najbolj paše in na osnovi tega prilagaja, bom rekel, tudi igralce v svoj sistem. In ravno tako ima Uroš svoj sistem in v ta sistem, bom rekel, upeljuje tiste igralce, ki jih nekako najbolj vidi, ki lahko nekako najbolj proizvedejo vse tisto oziroma naredijo na igrišču, kar si on želi. In verjamem, da je ravno zaradi tega tudi bil ta spisek, ki je bil oddan, kajti v tem naboru, bom rekel, v tem malem bazenu,
35 igralcev, je nekako poizkušal zajeti vse tisto, kaj bo, če bo, se pravi, kar se je zgodilo, vse te poškodbe, odpovedi in vse ostalo. In absolutno jaz zaupam selektorju, ker on ve, kaj si želi in tudi popolnoma podpiram vse te igralce, ki jih je poklical. Seveda ga ni selektorja ali pa trenerja, ki bi zadovoljil vse igralce v prvi vrsti, ki bi želeli biti tam. Absolutno bi želeli biti vsi tam, ki se ukvarjajo z rokometom. Po drugi strani pa tudi vse nas, bom rekel, kibice oziroma gledalce iz strani, ki opazujemo, kajti vsak ima svojega favorita in enostavno treba je zaupati selektorju, on je tam že kar nekaj let, ve, kaj želi in to, kar je, verjamem, da je najboljše v tem trenutku, kar je lahko. Jasno, kdo bi oporekal Urošu Zormanu, samo razmišljal sem v smeri, če bi bili vi, pa bi mogoče skozi vaše očesi, pa kdo sodi v teh dveh, na ta širši vsaj spisek. No, to je pa zdaj spet tisto drugo vprašanje, podvprašanje. Če bi jaz bil selektor, verjetno, oziroma 100% ne bi imel istih 35 igralcev. Če bi Luka Žvižej bil selektor, bi zopet imel nekih drugih 35 igralcev. Vid, zopet tretjih Dobar, jaz ne bi bil 35. selektor. Ampak dobro, v redu. Ampak hočem reči, zato pa je tisto, ta bedarija, ne morem drugače reči, 35 igralcev, nesmisel. Pripravljalne tekme, 3 so za nami, Kuvajt smo premagali za 13, potem smo zgubili z Islandijo za 6, Avstrijo smo premagali za 5. Priznam, pogledal sem Kuvajt, zgledalo je kot trening tekma, vidi se, da smo nek drug razred za njih. Ampak nekako, ko potegnem zdaj črto, ko pogledam vse te 3 tekme, sem mislil, ok, ogrevanje nam je uspelo, potem nas je premagala Islandija kar za veliko golov, pa sem rekel, fanti so zdaj pač na novo skupaj zbrani, nekaj časa bo jim potrebno dati, sploh v rokometu vemo, kako grejo že te same organizacije napadov, kjer se treba naučiti vse tiste izhodiščne točke. No, potem pa je prišlo to lepo presenečenje v obliki kar visoke zmage proti Avstriji, ki je resna reprezentanca. Ja, bom kar je začel, ker sem si, bom rekel, tudi gledal te tekme. Ja, lepo si začel z pripravljalno tekmo z Kuvajtom, ki je bila pripravljena in tudi bom rekel, da sam izbor ekip za priprava, za prvenstvo je bil meni, bom rekel, dosti zanimiv in pravilen. Če se mene vpraša, tudi sam želim začeti prvo tekmo z na papirju lažjim nasprotnikom. Potem smo šli na Islandijo, ki je za mene eden od tihih favoritov tudi za medaljo, ker imajo res zelo, zelo kvalitetno reprezentanco, ki je tudi že fejst dozorela. In ne nazadnje imajo 2 igralca, ki, bom rekel, kraljujeta v klubskem rokometu in tudi vse ostale. Večina njih, mislim, da celo vsi igrajo v Bundesligi, nemški ligi in Islandija je res ena reprezentanca, ki jo normalnem, bom rekel, da ne bojo poškodovani, absolutno lahko prijejo polfinale, nekako so moji tihi favoriti, jih tudi simpatiziram zaradi te igre, ki jo imajo. In tam je naš strokovni štab lahko videl veliko stvari, veliko vprašajo, ki jih je imel v glavi, kako in kaj. In zelo dobra, bom rekel, reakcija po 2 dneh proti Avstriji, kajti če malce pobrskamo nazaj, mislim, da je v nekem trenutku zaradi vseh teh odpovedi tudi našemu selektorju bilo žal, da so odšli na ta turnir v Pariz, ampak mislim, da na koncu mu vseeno ni bilo žal, ker je res dobil veliko odgovorov na vprašanja, saj jaz tako predstavljam. Proti Avstriji je Slovenija res odigrala en kvaliteten rokomet, predvsem je bila obramba na dosti visokem nivoju. Tudi prvič je bil z reprezentanco Borut Mačkovšek, ki predvsem v defenzivnem delu prinaša res ekstra kvaliteto za slovensko reprezentanco. Vsaj zame je eden najboljših obrambnih igralcev na svetu nasplošno, zaradi svojih predispozicij, zaradi svojega razmišljanja, hitrih nog in pa najzadnje izkušenj. In tudi v, bom rekel, tej tranziciji je Borut lahko zelo uspešen in ravno ta tranzicija, vkolikor bo slovenska obramba na dosti visokem nivoju, tudi vratarji so bili na zelo visokem nivoju na tej tekmi z Avstrijo in tu se je pokazala tista največja kvaliteta slovenske reprezentance, se pravi tranzicija. Res smo bili zelo dobri v kontrah, polkontrah, v hitrem centru in to mora biti nekako forte slovenske reprezentance na tem prvenstvu. Ob tem pa je bila tudi, bom rekel, sama kombinatorika in pa prenos žoge v napadu v nekih trenutkih malce nižjimi zunanjimi igralci zelo hitra. Se pa postavlja vprašanje, kaj pa bo, ko bodo proti nam stale, bom rekel,
najmočnejše reprezentance, tu mislim na postavitve 6-0, ki bodo gabaritni fanti tako po višini kot po kilogramih. Tu pa jaz mislim oziroma vem, da ima slovenski štab v rokavu igro z 4 zunanjimi igralci in pa po vsej verjetnosti tudi igro 7-6. Tako da nekako, če bi se vse odpeljalo v teoriji, tako kot si vsi skupaj želimo, odgovore na vsa vprašanja imamo oziroma lahko slovenska reprezentanca to odigra, kako pa bo to prezentirala na igrišču, bomo pa videli tokom samega prvenstva. Ja, Maček, zagotovo ena od okrepitev za tako naš napad, kot tudi našo obrambo, ena od stvari, ki jih je selektor dobil v teh pripravljalnih tekmah. Ena od stvari pa zagotovo tudi Andraž Makuc, s 5 goli najboljši strelec na tekmi proti Islandiji. Ja, mislim, eno so pripravljene tekme, drugo so pa tekme na evropskih prvenstvih. Mi smo večkrat, ko smo še igrali, smo bili prvaki pripravljalnih tekm, pa smo prišli na teže tekmo, pa nekako smo pokleknali. Tako da tudi tukaj moramo biti malo pazljivi. Jaz mislim, da ekipa je solidna v tem spletu okoliščin. Proti Avstriji so pokazali eno dobro tekmo, kar jim lahko daje samozavest. Jaz vseeno mislim, da lahko grejo neobremenjeno na to evropsko prvenstvo, zaradi tega, ker pač je spet okoliščin prinesel to, kar je. In dejansko resnično lahko grejo igrati zase, da pokažejo, da se dokažejo, da sam sebi daješ pritisk, da s to željo, ki ga bojo fanti imeli, pokažeš, da ti je mar, da si želiš in da dejansko prideš do nekega dobrega rezultata. Kaj je dober rezultat? Ali je to zmaga proti Črni gori, ali je to zmaga proti Ferskim otokom, ali so vse 3 zmage uspeh, bomo videli na koncu. Jaz mislim, da so to reprezentance, ki so primerljive z avstrijsko reprezentanco, kar pomeni, smo videli, da imamo to kvaliteto in da lahko to naredimo. Zdaj pa pokazalo dejansko sam potek tega evropskega prvenstva, do kam lahko ta reprezentanca pride, in jaz verjamem, da pač, tako smo rekli vsi, čez skupino lahko, potem pa splet okoliščina. In sama motivacija lahko ogromno naredi. Če ti začneš verjeti vase, če ekipa začne verjeti vase, lahko narediš tudi kak premik, ko ga si mislil, da ga ne moreš. Ja, to je to, ko mi vidimo rezultat, pa vidimo številke, v rokometi pa verjetno še veliko vsega pred temi številkami. Spomnim se ene izjave enega trenerja, ki je dejal, svojim fantom ne dovolim, da gledajo na semafor, ker mene ne zanima sam končni rezultat, ampak mene zanima način, kako se do tja pride. Mene zanima naslednja podaja, ali bo to v napadu, ali pa v obrambi, in to je tisto verjetno vi, o čemer govoriš. Številke so eno, sama izvedba, pa vsebina, ko gre pa za res, je pa drugo. Tako, in tukaj fantje resnično lahko, mislim, saj smo vedno skupaj, saj če izgubiš tekmo, smo mi najbolj razočarani, vedno bili. Pač ni važno, kaj si drugi mislijo, ampak mi smo mogli biti v redu. Ko smo zmagali, oziroma smo imeli najlepše dneve v naši karieri, je bila ekipa, vsak posameznik, ki se je boril za drugega prijatelja, in to je tisti čar tega športa, čar ekipnega športa. In tu imajo res neko, bi rekel, zdaj priložnost, te mladi fantje začutijo to. Jaz verjamem in vem, kako Uroš funkcionira, in njemu najbolj pomembno, da ekipa skupaj funkcionira in on dejansko stoji za njimi in jim daje ta pogum. Tako da takrat, ko smo mi bili, je to dejansko bilo tako. In zdaj pač dejansko tudi to, kako bodo te novi igralci to sprejeli, kako se bo oni odražali na terenu, in tukaj je njihova odgovornost. Ampak odgovornost v smislu sam, da odigrajo to, kar znajo, da si ne delajo nekega rezultatskega pritiska, ker se to od njih ne pričakuje. Kar se rezultatov tiče, pripravljalne tekme ali pa trening tekme, imeli smo trenerja, ko nisi smel omeniti pripravljalno tekmo, ker tekma je lahko trening tekma ali pa je tekma, kjer šteje rezultat. In na teh tekmah rezultat ni v ospredju. Tu se pač vidijo, kako stvari funkcionirajo, kako ekipa odreagira na določene situacije. Tu smo zdaj imeli primer Islandija, ko smo imeli rezultatsko negativen, Avstrija pozitiven, in iz teh, pa tudi ta prva tekma, jaz mislim, da ta prva tekma je bolj pač, da razbijajo tisto monotonost, pa da se naredi lepa otvoritev dvorane v Trebnjem, ker je Branči zdaj že lahko trenira. Na prvenstvu pa je v bistvu najbolj važno to, da res igralci ne da ne gledajo na semafor, ker nam se je tudi že zgodilo, da je Kir vrgel v 20 minuti iz sredine proti golu, ker ni vedel, koliko je čajt, ker je mislil, da je že konc. Ampak v smislu ne se obremenjevati z rezultatom, ki gor piše, dajte vse od sebe, odigrajte, uživite, vzamite to priložnost in vaša odgovornost je samo ta,
da pokažete, da ste prava ekipa, ker v zadnjih letih smo delali na tem, da res naredimo ekipo, da naredimo štimung, ker ko imaš vse to, so lahko tudi tiste nemogoče stvari mogoče. In tu pa pride do raznih presenečenj, še posebej na takih velikih tekmovanjih, kot so Evropska prvenstva, svetovna, olimpijada. In ko ti enkrat zaštarta, ko te potegne še ta euforija, samo pravi fokus, pozitivna energija in lahko priješ daleč. Zdaj, kam bomo mi prišli, ne vemo. Mi imamo ene želje, pričakovanje druga, sedimo tule in se mi veliko ne obremenjujemo s tem, kak bo, kdo ni, kdo ne. Pač mi pričakujemo Slovenijo v najboljši možni obliki. Na teh tam mladih, pa tako sem že rekel, je samo to, da odigrajo sproščeno in da zagrabijo to priložnost, ki so jo dobili. No in če iz tega ven izhajamo, v bistvu ni zdaj večji pritisk na njih, zato ker ni vseh tistih izkušenih mož, ampak nekako je pritisk manjši, ker zdaj nekako javnost pričakuje manj ali pa ve, da tem fantom pa zdaj kar vreč pa jih spraševati, a bomo igrali v polfinalu, ne gre, tako da iz tega povedanega je pritiska manj na njih. Fantje, vi odigrajte sproščeno, tako kot znate, na koncu bomo pa gledali po tisti lestvici, zakaj je to dovolj. Ja, tako, sej v bistvu, ko si malo starejši igralec, tudi pritisk od zunaj ni tako velik, ker največji pritisk, ki smo si ga mi dajali kot igralce, je bil, kakšnega si dal sam. Koliko želiš, kakšna želja in kako si ti pač to nekako pod tem pritiskom funkcioniral. Tako da tudi tukaj si bojo fante dajali pač pritisk samemu sebi in to je čisto normalno, zaradi tega, ker to je pač tvoj ego, to je način življenja, ki ga imajo športniki. Ampak ne rabijo se pobremenjati s tem, kaj si bojo drugi misli, ker je pač tudi zelo pomembno za neke mlade igralce, ki prihajajo šele na obzorje. Tako da jaz, tako si lepo Luka res povedal, je to, da pač bojo lahko šli, da dajo vse od sebe maksimalno, kar lahko da, se borijo, mečejo za žoge in delujejo kot ekipa, drug za drugega in si pomagajo v obrambi in tako v napadu. V to ne dvomim, nikoli nisem, ker pač vsak, ko gre tja, želi dati svoj maksimum oziroma ne maksimum, ampak 130 ali pa 150 ali pa 200%, tako da tukaj sploh mislim, da ne bo nobene debate. Je pa tisto, da so pač mogoče še neizkušeni, ampak mogoče se pa en pa dva najdeta, ko bo ta res imela vrhunsko življenjsko formo, pa bo ta potegnala celotno ekipo, ki se bo lahko naslonila na njo. To pa se nikoli ne ve. Ko enega ni, je to priložnost, da se pokaže. Drugi, čeprav je dobro verjetno tudi dodati, Oče naš, Zdrava Marija, vsemogočni, pusti nam, prosim te. To bo Branko delo Prosim te, pusti nam pri miru Janca, Makuca, Mačkovška, Kodrina, Novaka in vse ostale. Dej, to ne govori, da je izmišljeno, da nam mi nazravimo to. Dej, to da bo zdrav. Nazdravljamo. Šta to govorimo? Na zdravje naše reprezentance. Jaz sem hotel reči, da me je vedno zanimalo, pa zdaj mi je videl istočnico, pa ga bom kar videl vprašal, ker je res dal sito in rešeto, bom rekel, svetovnega športa skozi sebe. Vid, mi lahko poveš, kako to zgleda, da daš 130% od sebe, pa 150, pa 200, če je 100 največ. Mislim, to so se vedno spraševal. Ja, to se tako reče. To je meni, to že več ne moreš, ne? Greš še ti potegneš. No, in pol si poškoduješ kolen, ne? To je meni razloži, ne? Z avtom, ko se peleš, ne, ti piše 0 km, ne? Ti se še kar peleš, ker še imaš rezervo, ne? Se pravi, mi imamo neko rezervo, zdaj je pa važno, koliko v bistvu v glavi, kam si ti to rezervo naštimaš. Se pravi, za nas matematika pa fizika ne velja. Lino enkrat lepo rekel, ne? To, kar piše v knjigah, v teoriji, ne? To je živi dokaz, da v praksi ne dela, da ne funkcionira. In to je to. Pač v bistvu to, kar rečemo, da daš še več, kar lahko daš, je tisto, že več, res ne moreš. Veliko lepš povedano, ko pa veš, 130. Ampak dobro, ne? Da, kaj je zdaj? Branko bi moj čegral. Čeprav je v te procente znal zapeti v ton. Enkrat smo med prenosom, je bila priložnost 100-odstotna. In je bil Lukas v komentator zraven in med prenosom kratko malo, meni ništa, tebi ništa, bi rekli naši južni bratje, se obrne stolom proti meni pa reče, zakaj 100-odstotna, če pa je še golman? Res je. 100-odstotna je za mene vsaj, ko je prazen gol. Prazen gol. To je za mene 100%. Ne, da imam tam enega, ko mi skače, pa me... Potem mu tudi jaz to isto rekel, ko je zdaj Branči rekel, to se tako reče, Luka, no pa to ni zdaj moment, da sprašuješ, ker smo v prenosu, to drugič. Branko me je tepo, ko sem prišel mlad igralec v Velenje, me je malo nekega... Pa vidiš, ti si končal.
Ja, pa me je Veš, malo ko so naučil, čez zdaj me pa trdo tlele zabava na podcastu. Vse boš ti. To je vprašanje, kam bo še prišel. ne? Ja, to je pa res, ne? Take mentori, ko imam tebe, Bran, že dolgo nisem Je imel. v redu. Vprašanje časa, kdaj tudi na klop slovenske reprezentance. Ha? Vid. Branko, to vse. Ja. Jaz sem rekel, da nam selektor nikoli, pa ni šans. Ko smo se že takole lepo sprostili, imam eno kviz varianto, bolj za šalo kot za res, pa da vidim, koliko ste dobri v poznavanju. Čak, en proti drugemu ali skupaj? Vsi, mislim, vsak Proti posebej bo tekmoval. Vsi proti tebi. Zdaj lahko se Ne, pol tudi Branko za najo, Branko z igr sebe. vsak igra za sebe, zdaj pol se lahko pa zmenimo, Nostradamus. kaj mora zmagovalec ali počastiti ali pa poraženec, kakorkoli. Kviz, koliko dobro poznate bratske dvojce v naši reprezentanci. Koliko jih je nastopal, ni nujno, da istočasno, ampak koliko jih je igral v naši reprezentanci bratskih dvojcev. Namig, eden sedi z nami. Ja. Ja, no, to vemo že. Pa to Imaš ni brata? Kavtičnik in Namše. To nista Kavtičnik in Čakaj, Namše. da ni rečeno, da so skupaj igrali. Ne, samo da se zdaj spomnite, da sta dva brata igrala za slovensko Jaz že reprezentanco. vem. Oh, to jih je bilo. Jaz moram Ena, reči za pomoč dva. 9. Jaz priznam, da sva z Mitjo Hozjanom, ko smo bili na medijskem dnevu v Zrečah, da sva jih odkrila 6. Zdaj pa da Ja, vidimo. jaz sem jih Luka, pet prvi. zdaj- jaz sem jih En že po pet en. zdaj v glavi naštel. En po en, Luka. En po en, se pravi brata Levc, Ja. Žvižej, Dobelšek, Makuc, Janc, da sta bila še A sebe si vrata. štel? Jaz sem rekel, Ja. a nisem? Si, ja. Čakaj, kdo bi še lahko bil? Cehte. Ja. Čakaj, ti si Te? končaš pri 5? Ma nisi še, Ne, zdaj mi smo imam skupaj. šest. Ja, Mi sam smo proti- skupaj smo. Šest, ajde, Ja, no, če zdaj na šest. glas, A ajde nisi prvo zdaj- Zdaj sem vprašanje. jaz z vsemi temi Nisi igral. povedal pravila igre. Razen- Se vidite zmage pa poraze, ne, da bo pol nekdo neki mogel počastiti. Marguči so bili? Marguči, a še dva moramo najti, Že ne? 7, veš. Sedem jih že sedem. imamo. Sedna je prej še... Čeprav si dober, če sta levca, pol jih je 10. Pol sta ušla. Jaz mislim, da sta Levca igrala. Ja, sta bila. Ker jaz jih nisem našel. V reprezentanci mislim, da sta Aleš dva. je samo bil ne vem, če- sigurno, Aleš pa... Ja. Dobro, koliko Brata imamo? 7. Levc, če se spomnim, ko sem Čakaj, gledal po sedem televiziji, imamo, brata čakaj, Levc. čakaj. Kdo bi še lahko No, bil? pomagajta. Če ne Sej- igramo vsak sej- za sebe, pol igrate skupaj. Skupaj Ja, igramo, skupaj mi smo igramo. ekipi 7 od šla. 10 še 3 iščemo. Pa za slovensko reprezentanco. Ja, Ko recimo Vujovića, tako sem ti rekel, zdaj bo to za jugoslovansko ne več. Ne, ja, prav. Ko boste imeli dost, povejte A konec. velja Pa tudi, računajte, da naši oče, sin? tehniki imajo danes... Oče brat, sin, brat, sam brat, brata brat. velata. Ne, da, oče sin ne velja. Čakaj, Bojeviča? Bojeviča, ja. To ni veljal. To je v Jugoslaviji bilo A ti verjetno. zdaj govoriš od Slovenija. Slovenija? V dresu slovenske reprezentance, Ti si da zdaj sta oba našel. brata igrala, pa ni nujno, da istočasno. Če jih imate 7 od 10, Za člansko manjkajo ali za trije. mladinsko? Ja, Mislim, za člansko. Za člansko. Sam dajmo malo omejiti, ker naši povej, naši No, tehniki ajde, grejo bolj dobro. domov. Okej, Kaj mi ti? sedem imamo. Ajde, Bi radi šli domov. Bilbija. Skube? Ja, Kak je to pa? pi. Oprosti. Brata Skobe, oprostita. Gotovo. Pa kako so sebe to Moramo kar postavili, spet še Če ne ju boste spomnim. kaj klicali, Ja, faul, telefonska številka trenutno Daj ni to zreš ven, dosegljiva. da je Faul. skobeta. Cehte smo rekli, Ja, to smo rekli. Žvižeja smo rekli, Ja. Marguča tudi, Ja. Janc, Jaz sem rekel. Makuc, Ja. 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 Žabič, Dva, Žal, Dva veš, faula. da- Žaba bi rekel, hvala lepa bivši prijatelji. Ok, kjer ga smo še pogledali? Razgor, Ja, čakaj, Simon. Ja, Simon pa... Ne, ja, da- Taman je je to igral, David pa David je igral Simon. enkrat. David pa Simen. Ja, bil je. Sam mislim, da ne na prvenstvu, ampak ima pa V nastopil. reprezentanci je bil. Ja, ja, bil. Ja, Razata smo pa In pozorili. še Eno, ko dva, nas nisi povedal vse. In še dva Mislim, po- sem prvenstvo. in Ja, še jaz dva- sem prvenstvo ne, gledal. ne, v dresu slovenske Ja. reprezentance. Ne, to nisi, to je zdaj že... In še dva sta, ki popravi me Branči, če se ne motim, sta z UL-ja. Dobelšek. To sem ti jaz rekel. Si rekel? Ja, Ne poslušaš, Pol sem je, preslišal. je. Ok, dobri ste bili, dobri. Jaz pa Mičo smo se kar Sad fest. smo pa dva faula naredili. Fest smo se mogla. Ja, tako da. Ne Ja, to bojo. bi vedeli Kdo ne bo vse. oprostil? Velik je komentaš. Brata Žabič in brata Razgor ne Ja. bosta oprostirali. Kdo? Ja, pa Ja, še pa skupaj. Skobe. Skobeta. Pa Skobeta. slabo. jo bo Tako kdo da je, upal? tako A da jo bo smo kdo mi upal našteli poklicati? več, ko vi vsi skupaj. Ja, vi ste jih Mi 9, imamo mi še 10. viška. Mi imamo Ja, vi čez. ste, levce ste našli 10. Ok.
Gremo na Evropsko prvenstvo in na naše tekmece, skupinski del tekmovanja v skupini D smo. Najprej je na vrsti Črna Gora, sledi Švica in Ferski otoki. Zdi se, to na prvo žogo se zdi, da nekega super kvalitetnega, ki bi sodil v krog favoritov za zmago, ni, pa tudi istočasno v isti sapi treba reči nekoga takšnega, ki bi nam kaj pa kar tako poklonil na lepe oči. Ja. Noben ne bo. Skupina naša je na papirju, oziroma bom rekel za ljudi, ki niso ozko povezani ali pa bom rekel, ko samo v januarju spremljajo rokomet, to govorim iz izkušenj, ko sem deloval na Hrvaškem, praktično 95% Hrvatov v januarju spremlja rokomet, potem pa še samo 5%. Tako je tudi verjetno, bom rekel, v Sloveniji, mogoče ne v takih odstotkih, ampak vse tri reprezentance nekako ciljajo, oziroma je Slovenija tista vodilna ekipa na papirju pred prvenstvom, katero želijo vse te tri reprezentance premagati. Vemo, da fokus, to sem tudi slišal od sodelavcev našega selektorja, je absolutno in samo na Črni Gori, ki je prvi nasprotnik, tako je tudi edino pravilno. Črna Gora res, da bom rekel, da je malce oslabljena v golu, v vratih, ni njihovega nekako alfa in omege Nebojše Simiča, ki nam je tudi delal velike probleme pred 4 leti, če se ne motim, ko smo tudi izgubili s Črno Goro. So pa izjemno dobro, bom rekel, veliko igralcev imajo na zunanjih položajih in ravno tam preti, bom rekel, največja nevarnost za slovensko reprezentanco in to bo absolutno ena tekma, ki lahko Sloveniji odpre vrata na strežaj, kar se tiče prehoda v drugi del tekmovanja, po drugi strani pa tudi močno pripre, ampak kot sem že dejal, jaz sem realen optimist, verjamem, da bo Slovenija z to prenovljeno ali novo reprezentanco uspela najti te moči in pa predvsem znanje, ki ga ima v tistih 60 minutah, da bo to uspela prebroditi. Prve tekme na vsakem tekmovanju so specifika in bo res ena od odločilnih tekem. Druga tekma je s Švico, ki ima poletno ekipo, veliko, bom rekel, igralcev, ki so že kar nekaj naredili tudi v mednarodnem rokometu. Švico verjetno vsi nekako jemljajo kot neko ekipo, ki je simpatična, ki ima zanimive posameznike, ampak je absolutno premagljiva. Nenazadnje smo jih tudi v zadnjih kvalifikacijah dvakrat premagali. Njihov selektor Andi Schmidt bo vsekakor poskušal z določenimi stvarmi, tu predvsem mislim z igro 7-6, katere mojster je on bil. Seveda, ukolikor Švica ima te predispozicije oziroma kapacitete v svoji ekipi. Še ena, bom rekel, dosti težka tekma in pa nazadnje ekipa oziroma reprezentanca Ferskih otokov, ki kolikor imam podatke, mislim, da bo nastopala brez glavnega zvezdnika Skipagotuja. Ima pa kljub temu določeno reprezentanco oziroma deležnike v njej, ki znajo igrati atraktivni hiter rokomet. Tudi z njimi ima slovenska reprezentanca že kar nekaj, bom rekel, ki je trenutno kar nekaj izkušenj in takole čez pogovor mi je veliko lažje, ampak res si želim, da Slovenija odigra na najvišjem nivoju in da vknjiži 3 zmage. To bo vse prej kot lahko, ampak jaz enostavno verjamem v to in si želim, da Slovenija pokaže to moč, to znanje, to kvaliteto in nenazadnje tudi rejting, ki ga ima napram vsem tem 3 reprezentancam. Vid Luka, Branč je obdelal celo skupino, hvala lepa za sodelovanje, gremo domov. Zdaj je on že pobral najno minutažo, tako da jaz sem tudi rekel 3-0, tako da. Če razumem, vedno se radi v rokometu pogovarjamo o šoli rokometa. Če razumem, zdaj imamo Črnogorce, to je balkanska šola rokometa, potem pridejo Švicari, nemška in za konec je Ferski otoki, skandinavska. Ali se motim? Kdo nam tu najbolj leži ali pa ne leži sploh? A vidi legendo? Ne, mislim. To je, ja, tako si rekel. Zdaj 3 različne ekipe, 3 različni načini igre. Najbolj pomembno bo, da mi damo takoj od štarta že ali pa probamo odigrati naš sistem, se pravi našo igro in da tu takoj že pridemo v prednost. No. Bomo videli, kdo nam bo najbolj odgovarjal, ampak tako že tudi Branko rekel. Jaz mislim, da je realno
pričakovati, da se z vsemi tremi reprezentancami lahko enakomerno kosamo in da so vse premagljive. Tudi druge reprezentance gledajo na našo z vsemi temi problemi pač kot priložnost in one nas jemljajo kot favorita v tej skupini. In tu mogoče je najbolj to pač nobenega, Bog ne stvar, oziroma nismo v stanju, da bi kogarkoli podcenjevali, ampak verjeti, zaupati v sebe, v nas sistem, ki ga imamo, in če smo tega sistema držali, bomo v tistih najtežjih trenutkih lažje šli čez to. V bistvu zato je sistem postavljen. Ko ti lahko vržeš pralni stroj v gol, pa ko gre ta pralni stroj čez, ali pa hladilnik, karkoli, ko vse gre, ne rabiš nobenega sistema. Daš mu žogo, rečeš, na tu imaš žogo, ti dej gol, pa deli, kaj hočeš. Ko bo pa šlo na knap, takrat pa je najbolj važen ta sistem in da si sistema držimo. Zato, ker samo sistem in pa potrpežljiva igra bo prinesla do pravega rezultata. Lepo si rekel, da nismo v stanju, da koga podcenjujemo, ampak sej, v bistvu mi nikoli nismo bili narod, da smo koga podcenjevali. A smo bili? Pa tudi se nam je že zgodilo. Nam je to zgodilo, ne. Vsem se zgodi, ne sam narod, ali pa vsem ekipam se zgodi, da mogoče včasih nekdo koga podcenjuje. Pa ne zato, ker bi hotel, ampak pač tako je. A ne, to je pač v športu se dogaja to, ampak da bi mi to zanalašč, ne. Predvsem mi smo se, ko smo bili že bolj izkušeni, smo se bolj koncentrirali na tiste slabše tekme. Zakaj? Zato, ker smo bili vsi vedeli, kaj to lahko prenese. Ja. In da nekateri mogoče lahko podcenjujejo in takrat smo mi bili najbolj zmotivirani, a ne. Ker ti, ko igraš ti po Franciji, Danski, če takrat nisi motiviran, to je, ne, to pa ne vem, kdaj boš, ne. Je veliko lažje igrati proti na papirju, težjemu ali pa boljšemu nasprotniku kot proti slabšemu. Zato, ker se je že tudi nam zgodilo, da smo se daj upekli, smo rekli, ok, na te bomo šli all in, tam nam ni ratalo, te pa bomo, ne, to pa gremo čez lagano, ne. Ja, pa ni bilo glih tak, ne. Tam smo dobili po kepi, s tem smo se pa do konca matrali, pa še na koncu se zgodi, pa ena štanga, pa druga štanga, pa ne piska favla, ko bi ga mi hoteli, da ga piska in si takoj v problemi. Tako da tu mislim, da smo tudi v zadnjem času uspeli to narediti, da res ni, bom rekel, nobenega podcenjevanja, ne glede na to, proti kom igraš. Če imaš priložnost nekoga zmagati 5, 10, 15, 20 golov, ga zmagi 20 golov. Zato, ker nikoli ne veš, kdaj boš v situaciji, oziroma kdaj ne boš več imel te priložnosti ali pa ne boš v taki situaciji. Tako da jaz mislim, da je treba iti samo z nekim pravim fokusom in pa da greš enostavno zmagati in da greš tekmovati, ne nastopati. Ja, zato, ker meni se je zdelo, da nismo nekako podcenjevali nikoli, ker tudi tuji trenerji spremljamo nasploh v različnih športih, ko pridejo rečejo, vi Slovenci, ko vas poznamo, vi ste svetovni prvaki, vi ste najboljši ljudje na svetu. Tihi, marljivi, pridni, delavni. Sicer v isti sapi je dodal to, da si človek vedno na igrišču ni v redu, ker malo uličarstva moraš imeti v sebi. Ampak ja, meni se je zdelo, da mi nismo nikoli nobenega pa podcenjevali, no. Je pa dodal tudi ta trener med drugim, da včasih ste mogoče malo preveč samozavestni ali pa ne znate biti kot vaši južni bratje, ki so svetovni prvaki tudi na igrišču, še preden se prvenstvo sploh začne. Dobro, Branč je deloval tam, ne. Moraš vedeti, da... Mogoče, jaz mislim, tisto je rekel, da smo malo preveč samozavestni, to si mogoče se zmotil. Jaz bi rekel, da smo... Ne, premalo. Ja, mogoče, če sem rekel preveč, mislim premalo. Ja. To se strinjam, da smo premalo, predvsem pa smo preveč ponižni. Globalno gledano, se pravi, ne znamo se ceniti, koliko smo vredni realno, vredni smo veliko. Bom rekel, da naše delnice kar visoko kotirajo, gledam Slovenijo kot tako, kot celoto. In tu je, bom rekel, kdaj je že Ivan Cankar napisal Hlapce. In nažalost iz tega tudi izhajamo in jaz si res želim, da bi marsikaj tega, bom rekel, samozavesti oziroma tega spoznanja, da si vreden, da tudi malce bolj poudarimo vsi skupaj, ampak enostavno vsaj naše generacije niso tako vzgojene in upam, da bodo ti zanamci nekako se postavili še bolj močno. Jaz ne rečem, absolutno so se vsi naši reprezentanti v vseh športih vedno postavili častno borbeno in dali maksimum na igrišču za svoj grb, za svojo državo, za svoje sodržavljane. In tako je tudi. Ampak ko vidim na drugi strani, bom rekel, Hrvate ali pa Srbe ali pa Črnogorce, kogarkoli, Makedonce, oni res nekako imajo ta dodatna boj. Jaz sem velikokrat dobil vprašanje, kakšna je razlika med Slovenijo in Hrvaško v rokometnem smislu. Jaz sem vedno rekel, da Slovenija je
tehnično, taktično bolj podkovana kot hrvaška reprezentanca. Ampak oni res imajo ta nek dodatni naboj, ki ga ne znamo opisati. Po drugi strani, pa tam, ko je uspeh, je nenormalna euforija, ko pa ni uspeha, je pa to res katastrofa. Je pa tudi nenormalno, to sem hotel je reči. pa ne. njima katastrofa. In tu pa smo Razlika, Slovenci, bom rekel, spet nekako zmirni. In to je pravilno, je pa res, da si pa res želim, da nekako dobimo vsi ali pa da dobijo vsi športniki, ne vem, to samozavest, kot jo ima recimo Miran Fabijan v borilnih športih, ki je pa, bom rekel, človek, ki zna narediti sebe še večjega, kot je. Jaz ne bi bil jaz, Branči, Luka, me poznata malo bolj kot vid, če ne bi pogledal naprej, s kom se križamo, komu se vse izognemo, če pridemo vse do polfinala, pa najprej mogoče, a kdo verjame v polfinale? Oziroma kdo vse? Naj dvigne roko. Vsi verjamemo danes. Mislim, Danes verjamem. verjamemo vsi. Jo, lahko, jo. Da dvignem roko, Dvignem. evo. Mislim, če ne bi verjeli, Sploh tu ne bi sedeli. ja, niti Verjetno. je brez veze sploh, da gremo. In to je tisto, kar sem govoril, nastopati ali pa tekmovati. Ne. Ti moraš imeti cilj, ker če imel cilj, ne vem, 8. mesto, Ja, pa boš 12. pa boš 12. Ali pa Ne. 16. Ja, če hočeš priti v Veš. polfinale, moraš vsako tekmo iti na polno takoj na začetku. A ne? Tu ni napak. Ne? Tu hočeš predaleč. Kalkulacije so vedno pol na koncu. Kako rečejo? Čisto zadnjo tekmo se mi dobimo, smo imeli Ne, vedno koliko golov, reprezentacije 2-3 in koliko golov moramo dati, koliko jih moramo dobiti oziroma koliko jih največ lahko dobimo, kako se morajo oni drugi rezultati poklopiti, ampak ja, mislim, nismo mi velikrat ali pa tolikrat igrali v polfinalu, da je nam to samoumevno, ja, polfinale gremo čez, ne, kao prva grupa to sploh ne gledamo, mi se začnemo v drugem delu šele igrati, ne. Mi takrat, ko smo prišli in tisti, bom rekel, prva polfinala so vedno bila za nas tisto, kar zdaj mladim, ki so prvič tu, da jim rečemo, kar se tega tiče, samo fokus igrišče, nič druga, vse ostalo bo pol kasneje, ne. Ker vedno smo že od starejših poslušali, ne bo veliko priložnosti, vse te videli, kot te vidim, Ja. in res je tako, omejene so te priložnosti, izkorist to dano priložnost in če je možnost, jo vzam pet v polfinale. Če je možnost pet v finale. Bili smo na zadnjih olimpijskih igrah, ne, še danes me boli ali pa peče kaj, ne. Prostata. Ker v bistvu smo bili v polfinalu, bili res že priprta vrata, samo mnogo bi še dal, pa nam jih eden zaprl, ne, ali pa smo si jih sami zaprli, kakorkoli, ne. In veš, Pa je piščalka ostala nema. teh priložnosti, vsaj za mene, ne bo več. Ja. Malo si za katerega Vprašanje, drugega. za koga bo še. A ne? To Ja, je tek, ja. ne. In to je to, no, tako da. Jasno, in prav je, da verjamemo mi, pa tudi oni vsi, ker na koncev, kako že reče športniki, kak športnik bi pa bil, če bi šel tekmo zgubiti. Pa ne glede na to, kdo bo igral za moj klub, za mojo reprezentanco in kdo bo na drugi strani. Ne. V glavnem, naša pot do polfinala. Zdi se, da nekako ugoden žreb, ali kakorkoli to že nastane. Igramo naprej s Švedi, Hrvati ali Nizozemci, pa potem z Islandijo in Madžarsko, se pravi, ni Francozov, ni Dancev, ni Nemcev. To je ok, a ni? Vse reprezentance, ki si jih naštel v nadaljevanju, z malce kalkulacije, so, bom rekel, absolutno isti rang oziroma mogoče zgodovinsko gledano še celo bolje rangirane od nas, ampak ravno to je čar športa, se pravi, da zopet smo predpogoje, da pridemo iz skupine, kar smo si rekli, da bomo nekako prišli. Če je tako, potem absolutno bomo prišli. In da se potem udarimo, bom rekel, s temi in potem se, bom rekel, karte malce premešajo. Ker če smo mi zdaj v tej skupini nekako favoriti skupine, je v nadaljevanju Slovenija absolutno ni več favorit, bom rekel, nadaljevanja skupine. Ampak je nekako tisti underdog, ki pa lahko, zdaj jaz gledam vse, da se bo vse zgodilo nekako optimalno, tako kot si želimo. Se pravi, da bo reprezentanca rasla skozi vse te tri tekme, da se bo še bolj povezala, da bo videla, kje so glavni plusi, kje so minusi in da bo znala vse to prenesti nekako v drugi del, da se bo še bolj povezali, kajti vemo, da rezultat oziroma pozitiven rezultat zmage prinašajo še večjo povezanost in pa enostavno delajo tako tvorbo, umetno, mogoče ni pravi izraz, da lahko premaguješ tiste, ki so tudi boljši od tebe na papirju in ravno tu vidim potem to priložnost, zakaj pa mi vemo, da lahko igramo z vsemi reprezentancami kadarkoli. Je pa res, da pa lahko tudi z določenimi izgubimo. Ampak
bom rekel, te negativne stvari bom dal na stran in se nekako želim, res bi želel že danes videti, kako bodo vse te reprezentance, ki bodo igrale v drugem delu proti nam, izgledale in verjamem, da nas bo mogoče tudi nas potem kdo podcenjeval zaradi vseh teh okoliščin, ki so se nam dogajajo oziroma se nam zgodile in res jaz komaj čakam, da lahko uživam v teh igrah oziroma bojih. Jasno, razumem, Branko je želel reči, najprej treba skočiti, pa potem reči hop, ampak če malo pogledamo že vnaprej. Prvi cilj je napredovati v glavni del tekmovanja in odnesti čim več točk. Ne, prvi cilj je premagati prvo tekmo. Črnogora, Drugi cilj je premagati Švico. Tretji cilj je Ferske otoke. In potem si nove cilje postaviti. Smo v drugi grupi in če vi to vse naredimo, ne samo pike zraven. Pridemo v drugo grupo, vidimo, kam je tam kalkulacija, kakšni so. Potem spet cilji. In so spet pač, je res treba iti po etapi. Mi tule pa res lahko sedimo, naredimo plan, se pravi, vse stvari negativne bomo dali stran, tole bomo dobili, z enimi se bomo malo matrali, ampak bo splet okoliščin tak, da gremo z maksimalnimi skupičkom naprej v grupo. Oni nas bojo podcenjevali, eno tekmo odigramo, tisto, ko je treba, zmagamo, imamo dovolj pik, zadnjo tekmo se lepo spočijemo za polfinale in smo tu. No, tale spočijemo si bom vzel za naslednjo istočnico, pa čas gremo že proti zaključku. Zanima me razpored. Malo sem, tudi ko sem gledal naprej, sem gledal, kdo se kolikrat kam premika in mi se premaknemo iz Osla, kjer igramo v prvem delu prvenstva z Norveške, v glavni del na Švedsko. Iz Švedske, iz Malmeja se preselimo na Dansko v Herning, se pravi menjamo vse tri države, če pridemo do polfinala. Francozi in Norvežani se premaknejo samo z Švedske na Dansko. Še boljši položaj imata Danska in pa Nemčija, ki vemo, da sodita v tisti ožji krog favoritov za končno zmago, ker so od začetka pa vse do konca v Herningu. Je to mogoče lahko odločujoč faktor, da v končnici, kjer je najpomembnejše, kjer je prvenstvo za tabo že 7 tekem, pa te največji ne potujejo, mi pa ja? To je veliko presenečenje, da bojo Danci skozi na Danskem, to si nisem mislil. Moraš vedeti, da je to vse pripravljeno. Ker gospodje prihajajo iz vodilnega telesa iz Danske, pa tudi iz Nemčije. In enostavno so že favorizirane določene reprezentance, že prednje se je sploh karkoli začelo. Prednje so nek prvi zapiskov, bom rekel, že imajo določeno prednost. Pa bom rekel, te dve reprezentanco absolutno, potem tudi bom rekel tiste, ki so tudi nekje vidijo jih polfinalu, naštel si Francijo in pa Norveško, ki jo jaz sam ne vidim, ampak glede na to, da je eden od domačinov tudi, imajo tudi še malce protekcije, potem pa vsi ostali, se dajmo pa boriti, pa plavati, pa priplavati čez Skandinavijo, se pravi, čez vse tri države do tam, kot je treba. Dobro, da je most iz ampak zgubljajo, bom rekel, zaradi nepotrebnih stvari 2 dni. Pa treba pakirati, pa treba se voziti. Mislim, že sama logistika ni prijetna, ampak bo pa še toliko bolj slajše, ko bomo v finalu tam mahali. Ker govoril sem z Vlahom, ko je še bil gor na medijskem terminu, preko vzame moči, ker moraš pakirati, tako pravi vid, pa moraš se premakniti, moraš potovati, nimaš tisti dan počitek, ti imaš potovanje, pride tekmo, oni spočiti, naspan, 2 noči imel, ti jih nisi ali pa na avtobusu. Ne samo za igralce, tudi za trenerje, celotna logistika, levo, desno, sem bil tam, ko v avtobusu se slučajno zgodi, avtobusa ni, zamuja, nervoza, levo, desno, vse pač terja energijo. Točno to mi je všeč, ker lahko Luka in Vid poveta v drobovje stvari, ki jih mi ne vemo. Kaj vse tu prinese, kar ljudje, ki gledajo pred malimi zasloni, ne vidijo teh stvari, ki se dogajajo. In to je meni, in to bi želel, da malce, bom rekel, mogoče tudi bolj širno poveta, da bojo ljudje znali malce bolj ovrednotiti oziroma oceniti vse stvari, ki se dogajajo. Ja, mislim, se je čisto logično. Če ti imaš čas, da lahko spiš, ne vem, ali pa ležiš, pa imaš noge v vodoravnem položaju, ali pa si v avtobusu, takole je regeneracija slabša. A je to 2 uri ali pod 5 ur, ne, še toliko slabš. Zdaj, tle, tako sem rekel, nervoza, levo, desno, avtobus ne pride, lahko pride do logističnih problemov, če bojo leteli z letalom, lahko da odpovejo let, lahko je marsikaj kakšne komplikacije. Kaj potem? Zgubi pretlaga. Zgubi pretlaga, spet nervoza, ni fokusa na tisto, kar je pomembno, na tekmo. A ne, da ne govorimo pač že, ne vem, 7 tekem, tako si omenil, 7 tekem, poškodbe, levo, bolečine, delo z fizioterapeuti, to so ogromne razlike. Že dolgo si rekel logistika. Mi imamo kar, bom rekel, kar se tiče fizioterapeutov pa teh maserjev, imamo kar, glede na to, kar smo prej imeli, veliko ekipo. In to ponovadi se pripelje tudi oprema vse sabo. In moraš vedeti, da ko se ti odigraš ob 9 zvečer ali pa ob 8 zvečer tekmo, naslednji dan zjutraj
potuješ. Se pravi, ta servis mora po tekmi poservisirati vse igralce, da bojo v čim boljšem stanju za naslednjo, vse spakirati, pripraviti na novo lokacijo, razstaviti, pripraviti, da ko igralci pridejo, da lahko gre zopet na terapijo. In nekdo, ki je pa non-stop v istem hotelu, v isti sobi, on pa sam gre lepo poje. In to so dodatni negativni impulzi, ki vplivajo na vse to. Zdaj, ko smo mi bili igralci, se mi s tem nismo bavili. Mi smo sam tečnarili, zakaj oni imajo to, mi nimamo uno, ne moremo se dobro naspati, ne moremo dobro jesti, ker če je vmes pot, pa hrana, kak je to. Ko smo bili pa support, smo pa mogli vse to zagotoviti, da bojo čim lažje šli čez to. In tu je v bistvu, tako je Branč rekel, odzadaj vse in tu to, ko reče, ja, trener, pa ne vem, pomočnik, pa cel štab, pa ekipa, to je vse super, ko je prvenstvo. Mislim, ko so priprave, je še vse super. Ko se začne prvenstvo, to je res stres in to je delo, ki se ga ne vidi. Se pravi, ta, ki pripravlja ves material, mora biti en dan pred vsemi. Se pravi, mi, ko smo šli na tekmo, sem že jaz recimo imel vse pripravljen za Švico. Recimo, ne? In še imamo detajle. In to zaključimo tekmo, pospravimo igralci na servis, mi pa skupaj glave pa pregledati vse, kaj bomo naslednji dan pokazali, na kaj moramo biti skoncentrirani in ki je še ostali stav, ki skrbi za vse od, ne vem, hrane, da bo vse na cajt, ki je oprema, ki se more prati. Mislim, to je veliko dogovorov. Zdaj, če mi pogledamo, pač Slovenija je dosti manjša. Ne govorim, da je karkoli falilo. Govorim samo, da je celoten support dosti manjši pri nas, kot pa pri enih Francozih, Dancih itd. Dosti več ljudi je tam tudi upletenih. Pri nas smo imeli, kar smo potrebovali, večinoma, ampak ni pa toliko ljudi sodelovalo tudi ne. In to smo večinoma sami rihtali, seveda še supportom Cirila, dva fizioterapeuta itd. Drugje je še to drugače. Oni imajo že tak ali tak večji support, zaradi tega, ker imajo tudi večje možnosti, tam so na licu mesta konstanten del, ti se pa zdaj bavi, tako je Branč rekel, ti pa vse ostalo pa pač je, kakor je. Ne zdi se mi prav in ni prav. Ni športno in ni prav. In to so kamenčki, ki sestavljajo mozaik. In bom rekel, Danska pa Nemčija imata pol tega mozaika že sestavljenega, ko ga mora Slovenija še sestavljati s temi raznimi drobnarijami za nas, bom rekel, ki sedimo tukaj. Tam pa face pomembne stvari in to so vse te detajli, ki pa mogoče na koncu bo kdo rekel, ja pa ne more to biti krivo, da si zadev stativo. Ja, mogoče pa je. Ja, se to ne moreš vedeti, ne. Ampak še en primer, ženske, ko so imele Norvežanke, mislim, da je bilo prvenstvo pri njih, štaba je bilo več kot ekipe. Ja. Se pravi, ekipa je bila 21 igralk, ali koliko je bilo? Stafa je bilo pa mislim, da 28. Je tako. Da vse funkcionira. A nekakšen support. Pa ne, da mi zdaj jamramo. Sej smo se... To je dejstvo. Smo sami šli v to. Smo sami šli v to zavestno in tudi smo se s tem soočali in nobeni nič jamro. Smo naredili, kar je po naših močeh bilo, da so igralci imeli čisto vse, kar so potrebovali. A je lahko boljš? Vedno je lahko boljš. A je lahko dosti slabš? Vedno je lahko dosti slabš. Ampak res smo se potrudili, da so igralci bili nemoteni oziroma maksimalno nemoteni glede nekaterih dejavnikov. Če hočeš, nočeš, se s tem na nek način tudi pojavlja vprašanje regularnosti. S tem, ko velike nekako potiska naprej. Tudi če pogledamo recimo sistem, se mi zdi, da spet je pisanin na kožo. V prvem delu imaš 3 tekme, v drugem imaš 4. Francozim, Dancim, če se zgodi slab dan, ok, jih ne bo odnesel s prvenstva, tako kot bi jih v četrtfinalu in bi to bila za njih katastrofa. Franci pa Danci domov, ko pridejo med 8. In nekako na ta način se zdi, da pol tudi regularnost malo visi. Ja, noben sistem ni pravičen. Ne, ampak dejstvo bi bilo, da bi bilo dosti lažje, če bi bila organizacija v eni državi. Absolutno. Zakaj? Zato, ker pa če potem lahko ti razporediš in vsi dejansko potujejo na isti dan. V drugih državah, v različnih državah je zelo težko, ker eni tam, eni to odgovarjali levo desno in tudi za njih logistika dosti težje narediti tako. Pa še mislim, da
je nepotrebno, da je vsako leto neko prvenstvo, zaradi tega, ker pač so igralci tudi obremenjeni, zavedamo se, da pač EHF in IHF dobivajo denar iz tega, ne gledajo pa, kaj to pomeni, vsako leto organizirati, dobiti državo organizacije, je dosti težje, kot pa če vsake 2 leti. Tukaj se je treba zdaj začeti spraševati, kaj je sploh še smiselno, za glavne inštitucije, kot so IHF in EHF. Pa tudi to, ko si omenil, ni problem, da je prvenstvo v 2, 3 različnih državah. Ne bo v štartu sistem isti za vse. Nema veze, ali si ti domačin ali nisi domačin, potuješ. Vsi isti dan potujemo, da imamo tu že vsi iste možnosti. Ali pa ne potujemo. Ali pa ne potujemo, pa smo vsi na istem mestu. Ne pa da eni potujejo, drugi ne potujejo. Tu smo zdaj videli, že to je velika sprememba. Ne? Zadnje prvenstvo v Nemčiji, ko je bilo, smo ta del te skupine, ki smo bili v enem hotelu, se zgodil pač timing, da so vse, mislim, da 6 reprezentanci prišli na enkrat test, zjutraj, Ni zajtrk. bilo verjetno zadosti. Eden je bil, ko je jajce peko. Pa to je bila vrsta, kot da se je zastonj kaj talo. Pa to ne moreš, pa si pa vezan na trening, ker imaš samo 1 uro, vezan si na bus, ker je točno določeno, tam je vse v minute, ne moreš zamujati. Tu, ko je Luka, zdaj, oprosti, ko sem te prekinul, že to mi je, bom rekel, ena, vsaj za mene kot trenerja, ustvarija, da imaš samo 1 uro možnost trenirati na dan. Mislim, meni je to absurd spet. Drugo je spet to, ko je Branko rekel, koliko ti dejansko treniraš, ampak da imaš možnost imeti tu, ko imamo, ne vem, vsaj ura pa pol, ker imaš določene igralce, ki ne rabijo treninga, ki se to v bistvu vse, bom rekel, peš pripravi, ker tu ni zdaj treningu, ker so tekme na 2 dni in to res ni, ampak imaš pa igralce, ko niso, bom rekel, toliko v igri, ja za njih bi pa rabo en močnejši ali pa mal daljši trening, ampak ga ne moreš imeti, ker je že treba dvorano spraznati, pripraviti, ker že druga ekipa čaka na vratih. In to je kot na avtobusni postaji. Not, ven. Preden se gre še 20 minut. Potem imaš taktiko, ko si rekel, hodiš na peš, je to 30 minut ali pa 20 minut. Potem so malo pozicije, malo da se karkoli naredi, pa 1 ura. Nimaš niti časa, da bi 30 minut en malo bolj kvaliteten trening za tiste, kot je Luka rekel, odtreniral. Nimaš možnosti. Lahko si kupiš, plačaš tam, pa se še s to logistiko zdaj baviš. Ta prvenstva rokometna v primerjavi z drugimi, ne vem, košarka, pa še dobro, nogomet je tak druga stvar, je to en šnel kurs. Vse v 10-14 dneh na brzino, cak, odigramo, pa ni problema se igrati. Ej, to je grob šport, to je kontaktni šport, 1 uro se igra. Igramo pa na 2 dni. Plus, da še vmes potuješ, plus vse ostalo, s tem, da fantje pridejo iz Bundeslige, 28. decembra še igrajo, 12. imajo že, oziroma 14. se že prvenstvo januarja začne, ki so še vmes priprave. Ti greš iz lige, direkt na prvenstvo, tam imaš 14 dni na polno, si do konca priješ domov, čez 4 dni že prvenstvo, ki se šele začne. Se pravi, redni del, pa je pokal, pa je Evropa, tisti, ki igrajo Evropo. Jaz vem, takrat, ko smo prvič prišli iz Španije, mislim, to je bil totalni reset, kot da si ugasnil agregate, bolani vsi, čez 3 dni pa že, ali 4 dni smo imeli pa že tekmo. Jaz sem takle prosil neko 1 dan, da vsaj se naspim, da vidim, da prijemo k sebi, da začnemo možene. Ampak to, če je enkrat v redu, ampak tako se pa to ponavlja iz leta v leto, pa pride 28. decembra, loža tega zategne, ga speče, tretjega speče, koleno gre, in si pol v eni mašineriji. Ja, ampak ni tu samo, da on ni pripravljen, ko reče, nismo pripravljeni. Ne, človek je zadihal in takrat, ko zadihaš, ko se ti psihično sprostiš, telo popusti in takrat imaš ti največji možnost za poškodbo. Pa tudi za bolezen, sej večinoma, jaz sem dostkrat zbolel, rečemo, decembra, na tistih prvih pripravah, do novega leta. Ali pa, ne vem, po sezoni, junija, sem bil 14 dni bolan. Zakaj? Ker me je popustilo, adrenalin, vse me je popustilo. Švok sem si bil vedno. Ja, En kup enih stvari, ki bi se jih skratka dalo popraviti, vključno s tem favoriziranjem velikih, pa tudi z igralnim sistemom, kjer pol samo 2 potujeta v zaključek, ampak je tudi uspeh pol slajši, če do njega pride, tako enkrat Branč rekel, na igrišču 60 minuti pa ne more noben kar tak pa kupiti zmage. Tik pred koncem, sodniška afera pretresa začetek ali pa evropsko prvenstvo, veste, ne veste?
Kaj se je spet Načevski in Nikolov sta ponaredila fizične teste. To so ugotovili pri EHF-u in jo odstranili z prvenstva. Namesto 18 jih bo sodilo 17. A jo bo kdo pogrešal? Če smo malce zlobni. Veš kaj, dajmo še preveriti, če se lahko še mi prijavimo. Kdo jo bo pogrešal, naj dvigne roko. Pa mislim, jaz jih bom pogrešal. Zato, ker sta mi vedno res ful zanimivi, ampak to je pa samo zavest serijsko, kar se teh dveh Ampak nimata pa veliko ljubezni v najlepši deželici na sončni strani Alp. Še za konec, ker nas malce čas preganja. Rubrika, ki sem jo sam zelo izvirno poimenoval, moja rubrika. Prvak, presenečenje, razočaranje in Slovenija. Končno uvrstitev, ampak res samo z imeni reprezentanc, ker pol pa moramo počasi že zaključiti. Da ne bomo A predolgo. nisi to mogel pred podcastom povedati? Samo reprezentanca, prvak bo kdo? Danska. Danci. Ja. Jaz isto pravim. Razočaranje. Jaz sem malo patriotski, bom rekel Hrvaška. Ne Tudi bo jaz bi- končala v prvem delu, Nizozemska bo šla Švedsko naprej. Kavboji bodo odsedlali domov že po Se ne prvem delu. strinjam. Bojim se, sam to zaradi skupine pa moči za Srbijo. Ja. Ali pa mogoče, da bojo presenečeni. No, to za mene pa pač presenečen. Zdaj v kakšnem smislu si mislite presenečen? Kdo Verjetno bo si mislil presenetil, da bo pozitivno. tam, kjer ga nismo pričakovali, pozitivno tako. Pa dobro, tudi Islandija. negativno, ker imamo razočaranje. Islandija. Da bo pozitivno presenečen. Ja, da bo visoko. Dobro, so oni so Dobro, skozi bili gor. mislim, okej. Okay. Okay. Jaz bi rekel presenečenje, ker če bi bil Pajo še pri Avstriji, bi jih z Nemci poslal naprej. Pa domov tam, kdo je še tam Iker ne- z Nemci, ni Špance. Kosteti, ne, Ampak ker ni Pajota ne bom rekel negativno presenečenje Hrvaška. Oziroma razočaranje Slovenija. Gospodje, še Slovenija, pa gremo domov. Jaz mislim, da bo Slovenija, glede na to, kakršna je, v kakšni sestavi je, da bomo pozitivno presenečeni. Jaz se tudi strinjam. Oziroma upam. Prvo, mislim, prej smo rekli, da bo 3 zmage. Jaz sem rekel, da bo imela 3 zmage, to pomeni, da bo nesla pike naprej, pa da se rečemo še tam. Znamo tudi biti zelo, zelo pozitivno presenečeni. No. Zdaj, kako bi bilo, da bi mi zdaj rekli, Slovenija bo pa 8. A pogovarjali smo se minuto nazaj, verjamemo v polfinale. Tako da, kakorkoli bo, Slovenija je naša, ti fanti so naši in ne glede na to, kateri bojo, jaz verjamem, da bojo dali vse od sebe, da bojo prvo zadovoljili sebe in pa potem nas. In tu pač bom jaz tudi tako rekel, da si želim in verjamem, da bomo vsi na koncu zadovoljni. Kje bo pa zdaj ta meja oziroma kjero mesto pa bo, bomo pa videli. Tako, fanti je brez strahu, pogumno, samozavestno, znate, ker če ne bi bili tam, mi verjamemo v vas. Pika. A? Hvala, Alen. Tako. In ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bomo še vedno za njimi. Tako. Z njimi bomo. Imate našo podporo. Vete pa, da karkoli se bo zgodilo, mi se spet tudi dobimo, pa bomo o tem debatirali. Tako da brez pritiska. Še poziv za medijem, bodimo nežni, novinarski kolegi. Predvsem realno. Fanti, ne dajo vse od sebe, pa naj bo to za tokratno prvenstvo dovolj. Mogoče pa pride tudi kakšna super visoka vrstitev. Misli na Tako. jih spodbujati. In biti tam in res vsi skupaj in ne iskati stvari tam, ko jih ni treba, oziroma izpostavljati stvari, ki ne sodijo tja, ker to je vse, bom rekel, še dodatno breme. Bi pa mogoče še, če bodo te tam mlajši gledali, ne poslušajte, pa ne spremljite nobenih komentarjev, ne pozitivnih, še manj pa o njih. Ja, se pol tudi nas ne smejo gledati. Ne, to lahko gledajo. Ampak Smo samo pozitivni, smo samo pozitivni. Ne, ampak to, ko bom rekel, to je pred prvenstvom še. Vse ne. moteče faktorje. Vse stran. moteče Na stran, faktor, res tako, strani. samo in fokus. Sam fokus in ja, valjda verjamemo v dobre igre naših. Luka Žvižej, Vid Kavtičnik, Branko Tamše, najlepša hvala. Še se bomo, verjamem, družili. Prvi del prvenstva bomo spremljali iz Ljubljane. Obogateni bodo naši prenosi tudi z intervjuji, ki smo jih opravili na medijskem dnevu, tako da bo zanimivo. V drugem delu tudi s studijskim dogajanjem iz prve vrste, tako da prosim, da si počasi malo pogledate datume, da si bukirate dneve. Zagotovo ste tudi vi zraven vpeti pri kakem studiu. Če pa pridemo
tja gor, v Herning, v Iske Bank Boxen, pa Luka, bo naš Tam šef imamo pa Luka, mi veze, ne? bo naš šef Luka kar pred hudim izzivom, da nas ne pošlje na prizorišče boja za medalje na Evropskem Vse tri prvenstvu. misliš to zdaj, zdaj pogajamo z vse tri. Da nas, ja. To je vse odvisno tako. z LA-om, ne? To, Tako, ne. da se veš, da na dan Ja, zdaj LA, ne, LA je konc februarja. To ne se vse zdaj imamo zgovarjati. pod kontrolo, lega, te držim za besedo, to je to. Zmenjeno. Le, če ne drugom pri bratu spal, ne, tako da. Vi se Ti pa poznajte. res, ja. Se Jaz brač, sem ga mi tudi smo treniral. navajeni, mi smo bila cimra tudi. Se smo da mi Samo cimra. zrihta. sem ga tudi Če mi treniral. prijemo, a boš zrihtal, če prijemo polfinale, da gremo gor. Ja, se pravim, da če pridemo po Ja, finale, saj bo pravim. najin šef Ajde, Luka. Roka tako. Boš ti zrihtal. Potrudil se bom, potrudil se bom, potrudil se bom z Zdaj pa dodatkom. špilite. Zdaj imaš špilje. Potrudil se bom z dodatkom. Le, bom jaz pomagal. zdaj je- Zdaj pa moli, da mi pride. Ne, Bog ne stvar. Zdaj je samo še na Sloveniji, da do tja pride in na našem Luki Štucinu. Da nas tja pošlje. Naj bo dovolj za to, ker do vsega ne smemo, pustimo še kaj za prenose, za studijsko dogajanje. Hvala lepa tudi vsem vam, draga družba. Uživajte in ne pozabite. Evropsko prvenstvo v rokometu spremljate na vodilni športni televiziji v Sloveniji, Areni Sport. Se vidimo, se slišimo.